Spoštovani, lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci, ki je namenjena odzivu stranke Zares na izjave notranjega ministra Dragutina Mateja. Večkrat v preteklosti sem se osebno in tudi drugi člani stranke Zares odzvali na posamezne zelo sporne, predvsem za notranjega ministra, izjave, ki so potrjevale naš vtis, da gre za človeka, ki razume svojo vlogo kot vlogo policijskega ministra, ki ga ureditev v Sloveniji ne predvideva. V tej zvezi so bili izraženi tudi resni pomisleki v interpelaciji, ki je bila vložena pred časom z naše strani proti njemu, ki je sicer dobil pričakovano podporo policijskih strank, kljub neprepričljivim odgovorom, predvsem na tiste vprašanja, ki so zadevala njegovo razumevanje, sporno razumevanje pooblastil, vloge ministra za notranje zadeve in nalog, ki jih mora upravljati. Neka nestrpnost, nervoza, agresija, ki jo izpričujejo v svojih izjavah v zadnjem obdobju, kažejo, da ima minister Mate težave s svojo bilanco in predvsem, da se ga loteva strah pred razkriti nepravilnosti, ki bi očitno se lahko zgodile po spremembi oblasti v Sloveniji. Mi bomo vztrajali, ne glede na izid volitev, da se temeljit nadzor nad njegovo vlogo in početjem ministrstva v odnosu do policije razišče. Izjave, ki jih daje, pa nas že danes utrjujejo ali pa utemeljujejo ta dvom o njegovem početju in pravzaprav ilustrirajo utemeljenost naše kritike. V zadnjem času je se je izkazalo, najmanj dvakrat, da je za diskreditacijo svojih kritikov pripravljen poseči po sredstvih, ki bi se jih moral ravno kot notranji minister najbolj vzdržati. Zadnji primer je primer, ko je diskreditiral mojega kolega Branka Lobnikarja, podpredsednika stranke Zares, ki tudi v stranki Zares pokriva to področje, ne samo to, ampak tudi to in je kot podpredsednik opozicijske stranke ustrezno kritičen, kjer je minister Mate eksplicitno priznal, da je zahteval podatke o izkušenosti nekaterih oseb, kot je dejal, ki se javno ves čas predstavljajo kot eksperti. Torej, pogledal je v personalno mapo gospoda Lobnikarja iz drugih njegovih izjav, ko omenja letnico njegovega vstopa v policijo, ker je bil tudi policist, da je imel v mislih natanko njega, to je podatek, ki je lahko dobil samo iz tega naslova, kot veste, se s tem ukvarja tudi informacijska pooblaščenka. Gospod Lobnikar bo po nadaljevanju še nekaj komentiral to temo. Jaz bi želel opozoriti še na dva druga primera, ki potrjujeta, da tu ne gre za osamljen eksces, za izgubo trenutno neke razsodnosti, ki bi moralo oblikovati notranjega ministra, ampak da gre za nek sistematičen pristop. Namreč na tiskovni konferenci nedavni, ko je komentiral ovadbo proti sebi in direktorju policije strani bivšega policijskega atašeja v Beogradu, se ne motim, je na to mesto imenoval svojega prijatelja, ki si je dal naročiti postavitev šotora za rojstnodnevno zabavo strani specialne enote, vode specialne enote, zato moral kasneje odstopiti. Sem rekel, pobudnik pa je bil nagrajen za atašejskim mestom v Beogradu, ampak gospoda na novinarski konferenci je pozval pravzaprav novinarje prisotne, če citira natančno, bilo bi zelo zanimivo z vaše strani vprašati gospoda Plaperja, kdaj je prišel delati v policijo, kakšno policijsko izobrazbo ima, kje je diplomiral, kako je naslov njegove diplomske naloge, kakšna je njegova karierna pot. To niso prazna retorična vprašanja. Ministra Mate to ne sprašuje zato, ker bi ga zanimalo. On to ve. Kako to ve? Natanko tako, da je kot minister očitno na enak način kot v primeru gospoda Lobnikarja uporabil podatke iz internih personalnih map za namige, s katerimi poskuša diskreditirati
do nedavnega sodelavca. To je zavrženo dejanje strani notranjega ministra, ki bi moral se zavedati svoje vloge kot varuha zakonitosti. Opozarjamo, da je bil prejšnji direktor policije obsojen pravnomočno na sodišču zaradi podobnega početja, ko je dajal podatke iz spisov o nekem drugem bivšem zaposlenem do policije v javnost. In še en primer je, ki pritrjuje ali pa dokazuje, ilustrira to resnost situacije, v kateri v Sloveniji notranje ministrstvo vodi človek s takšnim razumevanjem pravne države. Vi se spomnite odmevne tiskovne konference ministra Mateja neposredno po aretaciji gospoda Penka in gospoda Zidarja, kjer je komentiral odločitev preiskovalnega sodnika gospoda Barage. In ga je diskvalificiral na kakšen način? Na način, da je razlagal, s kom prileteguje, s kom hodi na dopust, skratka spet z nekim naborom podatkov, ki ne morejo biti znani notranjemu ministru drugače, kot na način, ki je lahko samo zelo sporen. Torej, gre za serijo enakovrstnih potez, ki nas morajo vse zelo skrbeti, kajti zaupanje v notranjega ministra je zelo pomembna reč in tega zaupanja ta minister z naše strani in verjamem, da strani marsikoga še ne obstaja več. Dodal bi še, da seveda je globina njegovega informiranja o posameznih problemih in o posameznih ljudeh zelo različna, da tu obstajajo, bom rekel, zelo različna merila, da gospod Matej očitno ne razpolaga samo z moralnimi standardi, ampak ima celo dvojne moralne standarde. In namreč na vprašanje o zadevi Patria pa je odgovoril nedavno, da teh podatkov nima. To vprašanje morate nasloviti na direktorja policije. Skratka, o stvareh, o katerih noče nič vedeti, čeprav zelo zanimajo slovensko javnost in so povezane sumi velikih koruptivnih dejanj tu v Sloveniji, s katerimi se ukvarjajo policija najmanj 2 držav. Notranji minister noče vedeti nič, ga ne zanima, ne odgovori sledilno vprašanje, kdaj je bila slovenska država strani tujih organov pregona obveščena o sumih teh kaznivih dejanj, medtem ko se spušča doma na teren osebnih diskvalifikacij, zlorabe internih podatkov in drugih in stopa na teren, kjer lahko utemeljeno se postavlja dvom v to, ali krši zakona. To bodo pokazali naslednji dnevi in tedni. Prosil bi še dr. Lobnikarja za njegov komentar te zadeve. Vi razumete, da sem jaz na to tiskovno konferenco prišel tudi zato, ker ne želimo, da izpade to, da gre za neko osebno relacijo, ampak da gre za zelo resne načelne stvari, kjer bo stranka zares ustrajala na njihovem razčiščenju. Prosim.